Nadgradnja ljubljanske železniške postaje poteka skladno z načrti. Ministrica za infrastrukturo pričakuje, da se bodo dela končala do konca julija prihodnje leto. No, v letu 2027 pa naj bi bila zaključena tudi avtobusna postaja, s čimer bo prestolnica dobila sodoben potniški center s pripadajočo infrastrukturo. Za drugim tirom je gradbišče v središču Ljubljane trenutno druga največja investicija na železniški infrastrukturi v Sloveniji, težka 244 milijonov evrov. Marko Gregorc. Sivina dneva ministrici za infrastrukturo v rožnatem jopiču in beli čeladi ni pokvarila razpoloženja. Torej, lepo pozdravljeni na današnjem ogledu gradbišča nove železniške postaje Ljubljana. Pletenje armaturnih košev in brnenje strojev so le nekateri zvoki vrveža na gradbišču v središču prestolnice, ki še zdaleč niso samoumevni. Zaradi previsokih ponudb gradbincev je bil prvi razpis za obnovo postaje razveljavljen, po drugem pa so izvajalca izbirali s pogajanji. Država je izgubila 10 mesecev, a privarčevala 16 milijonov evrov. Sem vesela, da stvari zaenkrat tečejo skladno z načrti. Rok izvedbe je 22 mesecev. Gradbišče v središču prestolnice bo še lep čas predstavljalo izziv za mobilnost v mestu. Še 2 leti ne bo na tem področju izjemno veliko gneče. Še enkrat prosim vse za razumevanje. Težave imajo tudi potniki na vlakih, predvsem ranljive skupine. Za vse gibalno ovirane je poskrbljeno tako, da delavci, varnostniki SŽ-žipa poskrbijo o predhodni najavi, da se invalida ustrezno pospremi iz perona izven območja železniške postaje ali pa na peron. Naj bi pa bilo življenje po vzpostavitvi potniškega centra precej bolj umirjeno. Na dolgi rok bi središče zapustili tudi tovorni vlaki. Tako ko imamo cestni obroč, naredili tudi železniški obroč, predvsem za tovorni promet. Tako da dolgoročno tovorni promet absolutno ne ostaja v centru Ljubljane. Ministrica na drugi največji železniški investiciji finančnih zapletov z aneksi ne pričakuje. Pikro se je spomnila astronomskega zahtevka, ki je pred tedni prišel z drugega tira. Druga kot to, da od izvajalcev pričakujem, da prevzamejo toliko poslov, kot jih lahko izvedejo in izpeljajo, in to bom rekla brez tega, da delavci selijo z enega na drugo gradbišče. Jaz od njih kaj druga ne morem pričakovati. Na vseh pogodbah imajo tudi penale za zamude, tako da naj se ne zaplezajo. Jeseni naj bi stekla še dela za izgradnjo avtobusne postaje in garažne hiše, ter se zaključila tekom leta 2027.